Do napake v primeru e-receptov seveda prihaja veliko redkeje kot pa prej z papirnatimi recepti, ker so recepti, elektronski recepti napisani elektronsko, pomeni jasne so številke, znaki, prej zaradi pisave zdravnikov je lahko prihajalo do nekih zamenjav, zdravil, predpisane doze, recepta in tako naprej. Če pa vseeno pacienta, ki pride v lekarno, skrbi, da ne bi dobil toliko receptov, toliko zdravil, kot je bilo res predpisanih, potem pa lahko vedno vpraša ali svojega osebnega zdravnika oziroma zdravnika, ki mu je predpisal nek recept, ali farmacevta v lekarni, da mu spiše recept, nek list papirja, ni to več tisti zelen recept, kot smo bili navajeni do sedaj, in na tem receptu so na tem izpisu so podatki o predpisanem receptu, o predpisanem zdravilu. Tehnika oziroma rešitve e-zdravja temu lahko pomagajo pri rešitvi teh sistemskih problemov slovenskega zdravstva. Najprej pacienti, uporabniki teh naših rešitev imajo večji pregled nad storitvami, nad dogajanjem, da tako rečem, v samem slovenskem zdravstvu. Poleg tega je veliko podatkov o predpisanih e-napotnicah, o izdanih receptih, o izdanih zdravilih in drugih podatkov shranjenih v teh sistemih in na osnovi nekih analiz teh podatkov lahko zdravstvena politika usmerja slovensko zdravstvo v željeni smeri. Tako naprimer vse te trenutno aktivnosti, ki potekajo v zvezi z enkratnimi dodatnimi programi, variabilnim delom plačila, take podobne stvari, je vse skupaj narejeno pravzaprav na osnovi podatkov, ki so v sistemih e-zdravja pridobljeni. Morda se s tem, da sistem ne deluje, pogosto ne deluje, niti ne bi strinjal, res prihaja do določenih problemov občasno, ki pa so morda bolj, lokalne narave na nivoju samih izvajalcev ustanov, kot pa na nivoju e-zdravja. Do teh problemov prihaja v tem trenutku zaradi tega, ker je to relativno nov sistem. Od 10. aprila je sistem, če govorimo o e-naročanju, obvezen, e-recept je dalj časa prisoten in zato je na e-receptu tudi manj problemov in sistem e-napotnic, naročanja je nov in je za take kompleksen sistem je normalno, da je v začetnih fazi nekaj problemov. Vendar problemov ni veliko. Mi dobivamo informacije o problemih z terena in v primeru s tem, da mi trenutno dobimo v sistem 300.000 napotnic, elektronskih napotnic mesečno, več kot 300.000 elektronskih napotnic mesečno, je problemov relativno malo.